The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Zdaj pa spiši na. Ajde. Vse sem ti rekel, odšpele PlayStation vzem, te boste imeli 2 doma. Res? Akcija. Akcija, a to mi už tako dajo? Ma vse, ali pa če malo takole bom jaz tole držal. Evo, dobrodošli nazaj, še ena epizoda, ista lokacija. Smo v Radoveljci, pri gospodu Boletu doma. Kako si? Dobrodošli nazaj v Sloveniji, kaj se dogaja, kaj na Bližnjem vzhodu, kako se derka, si zadovoljen? Malo povej. Hvala, je odlično. Vedno biti lepo doma, ne? Kako pa je, koliko imate vi derk, se pravi? Odvisen od sezone. Drugač, načeloma klubske dirke imamo kakor državna liga na ta način, no? Se pravi, samo ekipe, klubi, ki so v Dubaju, no? In pač imajo omejen, da je pač samo en tujec na klub lahko, no? V enem klubu, no? Tako da, ne vem, letos jih je nabrali ne preveč, ker tam je tudi odvisen, kako reprezentanca dirka. Okay. Se pravi, če ima reprezentanca obveznosti zunaj, da imajo dirke, takrat pač dirk ni. Ne? Se pravi, letos je bilo veliko nekih prvenstv, azijskih, gor, dol, na pisti pa to. Tako da, po moje smo imeli vse skup 8 dirk. Okay. Nekaj preveč, ja. 8 pa... Ja, zelo malo, no. Drugač imamo pa še pač te, lani smo vozili dve UCI dirke, etapne, eno doma Šardža, pa eno v Omanu, Salalah Tour. Letos imamo pa, po mojem, malo bolj pestro, imamo pa, se pravi, začnemo septembra Salalah Tourom, pa bo verjeten malo več dirk za noter. Pol imamo pa azijsko prvenstvo, ali arabsko prvenstvo, zdaj ne vem točen, po moje arabsko, klubo, se pravi, ne kontinentalnih, se pravi klubo, samo pač, okay. Se pravi, vsi klubi, ki so v Arabiji, lahko imajo pač pravico nastopati na tem prvenstvu. Okay. Ne vem, povej, ti imaš zih kakšno štorijo, ki lahko poveš, zdaj pazi, kaj boš govoril, ampak nekaj takega zanimivega, kaj se tam dogaja. Jaz sem bil enkrat, kdaj, zdaj že skoraj 2 let? Sem bil let pa pol. Let, ja. Ja. Let pa pol, ja. Let pa pol nazaj sem bil tam in mi je bilo ful fascinantno, koliko so spedenani kolesarji, koliko so ta dogodek nek vaški, koliko je že to dobro zorganiziran bil. Ne vem, tudi v puščavi noter, ko smo šli slikati, snemati, je bilo pač brutalno, še zdaj te slike objavljamo. Tako da, ne vem, da mi pa ti povej, kaj se kaj dogaja, kaj lahko kaj poveš v primerjavi z, rečemo, evropskim derkanjem, koliko se tam kaj razlikuje, kaj zanimivega. Od prvega leta, ko sem jaz prišel dol, so napredovali veliko, ne moram reči, da pač bili so na zelo nizkem levelju, tako da zdaj so se pač kar, so pač vsi napredovali veliko, jih je pač težko dirkati z njim že počasi. Sploh zdaj, ko so naredili to konti podruženco pač pod mlade kot UAE ekipe, Gen Z, kjer so tudi 2 naša kolesarja, imamo 3 predstavnike z UAE, in pač so dobri. Okay. Pač me tudi premagajo že, tako da pač napredujejo. Okay. Ja. Glede puščave pa tega je lepo, ja, ko prideš zaenkrat. Ozmah mesec drgan tisto cesto in pa tako, pač se naveličaš, pač skozi eno isto. Problem je, ko ne moreš tam štartati od doma na kolo, pač vsakič rabaš iti v avto, rabaš iti na lokacijo, se peljati po treningu nazaj. Zakaj pa ne moreš štartati od doma? Lahko štartaš, sam je nevaren, Okay. Pač široke ceste so, vsi ti Indici, ki so za volanom, tudi ni glih varen, te glih ne vidijo dobro. Pa prej si omenil še, ko so se pogovarjali glih v Feltnah, da je ta puščavski pesek, da je ful, da pride povsod noter. Kolikrat moraš pa pol servisirati kolo?
Jaz ga kar, mi imamo mehanika v klubu, tako da mi kar skrbi za kolo, no. Ampak siguren enkrat na mesec odpre pa prečisti vse pa namaže. Zelo pomembno je bilo, rečemo, prvo let nismo imeli kompresorja za spihati zraka, ne, in nismo vedeli, zakaj se skozi to pač uničujejo se ležaji noter zelo hitro, ne. Tako da zdaj smo pač to ugotovili, tako da je pač leto šlo brez problemov. Ok. Imamo mi da še kaj v Dubaju, da razmislim. Zdaj, ko je UAE, ko praktično tam šejk ali kdorkoli, kdo je to kupil, je kupil še polhan enih sponzorjev, ki imajo isto, ki jih ima UAE ekipa. A se pozna, ker so oni, v bistvu je to v bistvu zaradi tega, ker je UAE ekipa tako dobra, pa se tam toliko dogaja ali nasplošno, ne vem, kako gre tam s športi, ker zdaj si že nekaj cajta dol mogoče, kaj več veš. Je takaj lastnik je iz Abu Dhabija, ne iz Dubaja. Pač zelo visok šejk, ne. Pač Royal Family, ne. Mislim, da je kupil Richard Mille, Colnago, kupil je Ure je kupil. Wolfi trgovino je dol kupil, ki je bilo pač najmočnejše, ki verjetno poznaš, ne. Pač to je zdaj on vse lastnik, ne. Tako da siguren ima še veliko drugih stvari, ne. Ampak ja, pač on vlaga veliko v kolesarstvo. Prav, tudi Abu Dhabi se razvija, zdaj se razvija veliko boljš, kakor pa Dubaj v kolesarstvu. Mislim, da bojo zdaj naredili ta velodrom, kjer bojo gostili vse cestno dirko, velodrom, svetovno prvenstvo. 28 ali 26, ne spomnim se točno, 28, 27, nekaj takega. Kje pa se ti zdi, da če bi kakšen kolesar hotel iti, ne vem, Dubaj, Abu Dhabi, na dopust za en teden? Siguren Dubaj. Dubaj? Meni Abu Dhabi ne potegne sploh. Ok. Ja, pač Dubaj je bolj odprt, več je vsega, tudi kolesarski saj so tam, samo še ni tako razvit kot Dubaj, ne. Ja, ne, meni tam, ko smo bili v puščavi noter, je bilo pač brutalno. Pa tam lahko skoraj, da ne sam drona vzameš s sabo, pa ti sledi čez celo puščavo, pa imaš posnetka za par ur. Zdaj, ki je bila ta neurje dole, ne, če se spomniš, ki je padal dež, je odnesla, vse. Zdaj, reke, jezera tam v puščavki je kolesarska. A, res? Ja, preden sem šel, zdaj po moje so zdaj že zrihtali. Ampak odnesli čist vse. Ni bilo kolesarske, ja. Samo malo pa prekinjen. Mogu videti slike iz zraka, so posneli. Noro, jezera, plava voda. Ok. Ja. Si to tudi nekaj, kar se tam ni še Ja, zgodilo? ni, ja. Da greva pa kar mi da naprej še to, kar sem imela še z Matejem za konc, Tour de France, letošen. Kaj po teh prvih, koliko je zdaj, 5 etapah, ali je 6 bila že danes? Ja. Kaj je danes? Četrtek? 6 etap pol. Ja. Kaj pričakuješ od skupnega rezultata? Tudi težko napovedati, ker pač je velik zanka na cest, sploh v teh etapah nervoznih, ravninskih, veter, to on tret. Se lahko marsikaj zgodi, ampak kakor vidimo zdaj, mislim, da je že Pogačar dal jasne odgovore. Siguren bo on probal pač do zadnjega tedna čim več. Evo, čakaj se malo, šmen. Evo, tole je zdaj raketa od Boleta, to se še rima, kva? To sem s prve. Tako da vam bo zdaj predstavil kolo. S tem on dirka, se pravi v Dubaju in na Bližnjem vzhodu. Tako da nič, evo, ti predajam mikrofon, pa ne vem, od velikosti, širine krmila, kako imaš dolgo gonilko, bla, 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 vse. Specialized SL7, ni še ta novo SL8. Kje začnemo? Pri sedežu. Lahko. Prologo, Scratch M5, najbolj sedež, kar sem jih imel.
Zelo priporočljiv. Balanca, S-Works, ne vem, modela. Širina 38, zdaj to modern. Center? Tole, ne? Ja, ok. Se pravi, to je zdaj zelo modern. Ozke balance. Ne? Oprema je Dura-Ace, nova. 9200 se mi zdi. Ne? 54, 40, odzad 11, ne vem kaj je tam. 32 po moje. 28. Ne, 32. 32, siguren. 30. Daj, 30 še sploh tle. Ja, seveda, ti so ta hitri obroči. Ne? Obroči, Princeton, Wake, 65-60. Nekaj najboljšega. Sploh za v Dubaju. Koliko imaš pa dolgo gonilko spredi? 72 pa pol. So 72 pa pol. Pa verižniki? Verižniki so pa 54-40. Ti imaš medium velikost, koliko si pa visok? Ja, 54 je gištel. 78, 178. Ok. Ja, Vidim, da imaš tudi od Ceramic Speeda gonilca. ja. Pa ročke imaš tudi na not obrnjene. A to si Majčka, ne preveč. zdaj, Ne, tako sem jih že imel prej. Si že prej skozi Ja. to dirko. Saj jih nimam preveč. Prej sprašal tu, se pravi, prej si vozil za Merido, Ja, zdaj si šel pa na ta kolo. ja. Kje opaziš ono mogoče največjo razliko? Na klanc. Ok, Ja. kaj pa? Pač, ta je po moje lažji, bolj, kako bi rekel, bolj odgovarja pač na rukarje pa na vse, ne, pač bolje Prav bolj odziven. odzivanje. Kaj pa pohodiš, se pravi, glede na to, da je bil on malo težji, a se ti zdi, da je ta isto? Pač, Po ravnem zelo težko rekel, da je pač, zdaj pač to testi bi pokazali, sigurno, ampak Ok. človek pač tega, se ker pravi, sta se ti pač zdi, za oba po ravnem kolesa, se ti zdi ja, podoben. ja. Okay, se pravi, zato, Pač felt nekaj delajo, pa je razliko. Ne. Se pravi, klanc gor je pa ta zaradi same Ja, teže. sigurno, ja. Okay. Ja. Ja, čak, zadnji imaš ti 140, spredi 160, a imaš tudi spredi 140? Ne, ta velika je spred, pa ta malo je odzad disk. Okay. Ja, To je to po moje. to je to. Čak, da še meni. Grega ta lahko spremljate tudi na njegovem Instagram profilu, kdaj da zelo lepe posnetke, sploh zdaj, ki je v Sloveniji ven. Tako da, evo, bom jaz dal še opis videa, pa boste imeli tam za pogledat. Kar se tiče samega kolesa, nekaj posebenega, kar ni povedal, pa sem se zdaj spomnil, ima v pestah ima specifične ležaje noter, tako da se še malo lepš vrtijo. Pa v živo zgleda meni, ki sem včeraj gledal kolo SL8, mi je v bistvu tale lepši, kot pa ona SL8, tako da kolo je zelo lepo živo. Evo, to je to, če hočete podpirati kanal, proofcycling.com, pa si kaj lepega kupite. Do naslednjič. Čau. Evo, narejen. Miki!